na ministrstvu je bil, kot se reče po slovensko, bob ob steno ali pa naleteli smo na duha ušesa. Organiziran je bil zato, da bi tudi ministrstvo predstavljalo svoje argumente, ker je bilo napisano, od tega ni bilo nič. Bili smo vljudno poslušani, brez kakršnega koli komentarja. Edino, kar je bilo zelo konkretno povedano, je bilo to, da seveda je gospa ministrica poslušala najprej župana in njegovo ekipo in da tem informacijam verjame. Tisto, kar ministrica verjame, je to, da tržnica propada, če mi trdimo, da jo uničujejo. Seveda je pa to po svoje zelo mogoče si razložiti, zakaj je to tako, zakaj je tako trdno prepričana. Veste, to je mogoče tudi ena ugotovitev ali pa celo sklepov, če je mestni župan bogataš, je to odlično. On si lahko svojo plačo izplača enkrat na leto, iz tega, da ni šel. On se lahko kar ravno toliko dobi kot sicer, ima pa toliko zaloge, da lahko celo leto preživi. Drugače kot tisti, ki živijo iz rok v usta. On se lahko razpacuje sa donacijama, pa daje tej, pa uni, pa peti verski skupnosti, kakor če. In ravno tako lahko seveda nameni donacije ministrstvu za kulturo, ki je prislovično znan revež. Od nekdaj in najbrž vedno bo. Seveda, ministrstvo za kulturo se gladko lahko pusti kupiti na ta način. Župan pa točno ve, da bo lahko dobil to spet od države nazaj 100-kratno povrneno, kar bo kot donacijo namenil. Tako da ta svet ali pa priporočilo, volite bogataša. Imeli boste od njih zelo veliko, vsaj prislovično. Hvala lepa. Mi bi mogli prijeti enkrat v nedeljo rekli, tega pa tega v Ljubljani ne damo. To so umetnine, ki jih je žal formirala zgodovina iz novejšega graditeljskega obdobja v Ljubljani. Ni nobenega objekta, ki bi sodil tako znane ikone. Vse ljubljanske ikone so starejše kot 50 let. In bi moral reči, teh ikon, teh najbolj temeljnih ljubljanskih vrednot, te so nedotakljive, tako kot je nedotakljiva neka umetnina, neko slikarsko delo od Franceta Kralja, ne gre popravljati in ga polepšavati, ravno tako ne gre popravljati tržnice. Tržnica taka je perfektna, dobra, funkcionira, nič ne manjka. In ljubljanske mestne oblasti, ki so tako željne nekih gradbenih podvigov, imajo cel kup degradiranih področij v Ljubljani, naštevo je pa cela vrsta, kjer bi se lahko spravili namje in jih posodobili, polepšali, priredili ali prilagodili nekim vsakdanjim potrebam življenja, kakršno je zdaj. Obenem bi pa, to je moje posebno mnenje, povedal, da mislim, da perspektivno, tako kot se zdaj vrti, garaže prav gotovo niso neki objekti, ki bi jih ne vem kako po celem svet še delali. Namreč te koncesije, ki jih dajemo osebnemu prometu, te se tako razraščajo in so tako preteče na prostorskem, klimatskem, potem kaj z nekakih področjih, vidikih, da bo to treba najbrž malo omejiti, pristrišti, če ne zlepa, pa verjetno celo s kakšnimi zelo restriktivnimi ukrepi zakonskimi. Ta projekt je doskrat citiran kot pogled, organizatorji so tudi to naredili. Jaz sem si to ogledal, nisem tam, sem pa videl to dokumentacijo, da sem si lahko neko sliko ustvaril. Tist projekt je polomija. Tist je čisto navadna urbana polomija. In mahati z Barcelona s tisto realizacijo je po moje res pomigla. Kako je rekel, že pokojni Simon Gregorčič, manj citat, ves svet je nor, to norcem je vzor, tako je rekel, 1900, No, lahko samo dva stavka. Jaz pa v Barceloni sem bil
In vem, da Barcelona nima ene same tržnice, ampak jih ima več. In tista, ki je nekako ustrezna tej naši na Rambli, niti slučajno nobeno na koncu pameti napade, da bi tam kaj brklal. In je perfektna, tako kot je naša. Ves čas se manipulira z napačnimi argumenti. In to je treba zapisati. Argumenti nasprotne strani so neprestano manipulirani z nekimi čudnimi primeri, ki se jih da povreči takoj, če bi človek imel čas pa možnost, da to vrže. Sam tega nikoli sestanku nimaš, ker sestanek traja toliko časa, koliko traja. Ampak to so te glavne zadeve in še nekaj bi rad povedal. En od fenomenov, ki je tipičen samo za nas. Kot Simoniti da odlog, da se to ne bo gradilo, da se to zaustavi, je predsednik, mi je prav žal še vedno, moj prijatelj Damjan, sicer prijatelj Damjan Prelovšek, ki je predsednik, on je predsednik direktorata, to se sliši zelo pompozno, ampak zdaj, ko se oblast zamenja, je on še vedno predsednik direktorata, zdaj bo je pa odlog umaknil. A vi to razumete? Če se politika mena, to razume, da se politika mena pa ideja, ampak če pa tam je neka strokovna služba in je že podala svoje mnenje, ne morate to mnenje spremeniti. Ker če to mnenje spreminja in ga spreminja, potem to govori o tem, da smo mi, Slovenci, postali lumpi na kvadrat in da predvsem v Ljubljani vidim, ljudje nimajo nobenih vrlin več. Ker tukaj gre enostavno za moralo, za etiko in za neke vrline in tega ni. In če vidite vsi na televiziji, kako se tudi moja nekdanja, pa se nisem nikoli skregala, prijateljica, ministrica za kulturo, mi smo ta generacija, da se vsi poznamo, če se ona objema z Jankovičem, pa ste objema z Jankovičem, z županom, Jankovič pa v isti sapi govori na 4 televizijah, odlog pa šel, odlog pa bo spremenjen, imamo novo vlado. Potem to pač govori o strahotni neresnosti, katere smo mi v tem življenju zdaj priča in jaz nimam besed več za njo, ker oprostite, takih svinarij pa človek ne more podpirati, ampak gre pa čisto za navadne svinarije in s tem pa končal, me prav žal, da sem vulgarno, ampak to so svinjarije. To ni več nobena arhitektura, to niso nobene potrebe več po ne vem čem, to je čisto navadna svinarija. In ta tržnica bo, če se tam karkoli zgodi, prav gotovo propadla. Ker ima profesor Sobodolc popolnoma prav, to bo trajalo najmanj 10 let. V 10 letih se bojo pa te dejavnosti, no pa 15, se bojo pa te dejavnosti preselile, zaživele drugje ali pa odmrle. Vsi bojo hodili v BTC, oziroma vozili se bojo na plac, prav profesor Ravsec se pa gre v Ljubljani, gre se in to je kvaliteta. To je resnično srečevališče ljudi. Vse ne hodijo kaj po Solato pa po Korejno, pa zato, da se v soboto tam najdejo. Pa se pogovorijo, pa ne vem pa, grejo na šnopsa pa na kafe. In to tisti, ki sicer ne morajo, da si poročite blazne snovovske ekstravagance, pa se vračati iz enega hotela v ta drugega. To je edini način, da sploh pridejo v stik, normalen človeški stik z nebom. Hvala lepa. Pa še to je, da te, ki tja hodijo, namenoma hodijo peš. Vsi mi, ki sploh hodimo na to tržnico, ne rabimo nobenega avta, zato tudi ne rabimo parkinga. To je glavna stvar, ker tisti, ki pa so z avtomobili iz periferije, imajo pa svoje tržnice, ker Ljubljana ima še neki tržnic, ima BTC, Rudnik, Šiško, to je tudi treba vedeti. Tukaj se centru pač jemlje nek vital organ in to Bog ve zakaj ne, oziroma se tudi ve zakaj ne. Tukaj so osebni interesi, razumete, garaže, razni ljudje, ki bojo potem manipulirani vsem mogočem, s hoteli, z unim, s tretjim, to je treba vedeti. Skratka, te argumente smo predstavljali ministrici. Mislim, da jim je prisluhnila, kako bo to pravzaprav odmevali, čisto še ne vemo. Jaz vsem upam, da mogoče ta delovna srečanja, ki so bila napovedana, v bistvu tudi naprej še stečejo. Mi smo nekako ji predlagali, da predstavimo tudi ta vidik garaže pod gradom. Tudi javnosti mislim, da še ni bila v vsej celovitosti predstavljena in jaz upam v bistvu, da je bilo to mnenje ministrstva, da bo umaknilo odlog in to predn so se pravzaprav vsi ti argumenti na nek način osvetlili preuranjeno in da pravzaprav se tukaj morda v tem procesu lahko zgodijo še spremembe. Mislim, da ta zaščita z odlokom ali pa tudi brez odloka v bistvu tega dela na nek način vendarle kaže
da gre pravzaprav za en izjemen prostor Ljubljane, kjer bi tudi ta sedanji promet, recimo, ki teče v Plečnikovih kolonadah, recimo, nujno morali takoj odstraniti in te stvari v bistvu res urejati drugače.